Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Finančni minister Andrej Bajuk in direktor Dursa Ivan Simič sta predstavila svoje uspehe. Davčna uprava bo do konca julija izdala 84% odločb o odmeri dohodnine za leto 2006, kar je precej več kot lani v istem času, ko je odločbo prejela manj kot polovica vseh zavezancev. Ali sta vidva že prejela dohodninsko odločbo? Torej, jaz sem dohodninsko odločbo prejel včeraj. Gospod minister? Jaz nisem video vprašal, sem pa vprašal svojo ženo, mi je rekla, da včeraj še nismo dobili. Kot sem vam že obrazložil, zelo mogoče bo to trajalo, ker očitno sem med tistim 16%, katerih je povezano z prihodki iz tujine. Bajuk je ob tem spomnil tudi na zvišanje praga obdavčitve ter nekatere poenostavitve v sistemu. O aferi Perič je bilo govora. Čas bo pokazal svoje. Tudi če pogledamo zadevo z drugega vidika, potem, ko je bilo objavljeno teh 34 strani na spletni strani, tudi vaše spletne strani in tudi kje druge, so vsi davčni strokovnjaki, ki so to prebrali in rekli, da je pač postopal nepravilno, da bi DDV moral vrniti, kar je popolnoma jasno. Tisto, kar sem jaz pričakoval, pa sem res pričakoval, da bom v teh 34 straneh končno videl to sklep o razširitvi pregleda na pediatrično kliniko, ki je, bom rekel, meni osebno povzročil največ težav, razglašen sem bil za koruptivnega, pri vas sem bil celo na vrhu piramide korupcijske. Tako da jaz bi te zadeve rad videl, tudi gospoda Cikla bom prosil, da mi že enkrat pokaže ta sklep o razširitvi na pediatrično kliniko, tisto, kar pa jaz lahko povem, tega sklepa ni in da ni bilo. Ali podjetje Simič in partnerji še vedno svetuje podjetju Domno za Varno? Podjetje Simič in partnerji Domno za Varno svetuje od 1. marca 2007. Simič pa je odgovoril tudi na vprašanje o barvi las virtualne svetovalke Vide. Bo naslednje leto morda črnolasa ali bo ostala blonda? Torej, če bi jo pobavljali v črne lase, je bilo to zastavljeno vprašanje, kateri frizerski salon je opravil barvanje, tako da jaz zaenkrat je mislim, da kar v redu pritožb nimamo, da bi morala biti črnolasa, torej še zmeraj je blond. Čeprav na ta račun pride kar veliko pripomb strani davčnih zavezancev. Predstavniki Študentske organizacije Slovenije in Študentske organizacije Univerze v Ljubljani so nameravali pred parlamentom demonstrirati proti uzakonitvi novega načina štipendiranja. A protest se je spremenil v zahvalo, z aplavzom za poslance, kajti po zagotovilih predstavnikov študentov so njihove predloge navkljub drugačnim pogledom ministrice upoštevali. Včeraj smo ministrstvo prepričevali, pa ni nam uspelo, ker je dejansko rekla, da vlada ima tako stališče in da ga ne bo spremenila. Tako da dejansko smo zdaj dali še zadnje napore v prepričevanje samih poslancev in poslank in dejansko nam je uspelo. Se pravi, danes so bili amandmaji, za katere smo verjeli, da so pravi, sprav čez proceduro v državnem zboru. Sicer en amandma za en glas, en amandma pa za 2 glasu. 2 glasu? No, recimo, da je bil lapsus, fant, ne ti bo. Janez Podobnik je napovedal tudi, da se bo SLS jeseni okrepila in da bo na naslednjih volitvah podvojila rezultat. Slovenska ljudska stranka bo jeseni doživela velike spremembe. Njen kongres je bo še dodatno okrepil in prihodnje leto bo na parlamentarnih volitvah podvojila rezultat. Čutim, da se je veter v naša jadra dvignil. Odličen nastop na lokalnih volitvah nam je dvignil samozavest. Če pa pogledamo delovanje v vladni koaliciji, boste skupaj z nami ugotovili, da smo trden, delavni, kompetentni člen te vladne koalicije. Na vprašanje, kako komentira besede predsednika vlade o povezavah med SLS in pivovarno Laško, pa je povedal, da želi pivovarni veliko uspeha pri varjenju piva. Dela ni omenjal. Sistemu pivovarne Laško pa želimo, tudi sam kot minister, da bi uspešno nadaljevala svoj core business, da bi industrija slovenskih pijač dobro vodila, nenazadnje je to tudi v interesu Republike Slovenije. Za mesto predsednika republike se bo na jesenskih volitvah potegoval tudi 45-letni podjetnik iz Radovljice Jože Andrejaš, sicer lastnik družinskega podjetja Ledstar. Andrejaš, ki je kandidat oddaje Hribar, je na vprašanje, ali se boji, da bodo oddajo ukinili, odgovoril takole.
Glede na to, kam je, v kakšen čas je zdaj prišla v zadnjem obdobju, je na poti k temu. Bo pa Andrejaš tudi v tem primeru deležen pozornosti, saj so to, da je navdušen glasbenik, opazili vsi mediji. Že v 3. razredu sem se vključil v glasbeno šolo in sicer za harmoniko. Potem me je pa skozi spremljalo od orglic do raznih ansamblov, bendov. Meni osebno tole mečken diši po še enem truplu z njegove. Novi predsednik republike bo, kot kaže, imel rezidenco, ki naj bi jo uredili v prenovljenem gradu na Bokavcah. To je včeraj najavil ljubljanski župan Zoran Janković. V gradu ob zahodni ljubljanski obvoznici trenutno živi 22 družin. Lastnik, podjetje Givo Real, naj bi jim že obljubil nadomestna stanovanja. Na Bokavcih ta stvar propada že leta in leta. Naša ideja je tudi to, kar je v predlog razgovorih in dogovorih z vlado, da bi tam bila idealna lokacija za predsedniško palačo. Sem slišal, da bo gradili. Kaj pa vi menite? Ja, ne vem, mene isto sam. Nekdaj imamo stanovanje, pa bo v redu. O organiziranem državljanskem novinarstvu komentar dneva gospod Jonas. Se vam zdi kaj na naši vesti nepopolnega? Se vam zdi, da kaj manjka? Je kje kaj takega, kar bi vi znali narediti bolje? Povedati bolje, posneti, fotografirati bolje? Je kje kdo, ki bi znal povedati drugačno, natančnejšo, morda bolj zanimivo novinarsko zgodbo? Se vam kdaj zazdi komentar dneva? To in to bi bilo treba komentirati. Zakaj pa ne? Povejte! Ali se res Slovenija vrti le okoli ljubljanske osi? Maribor, Piran, Tržič, Primostek, kaj ni že čas za vesti na vesti iz morda ljutomerskega studia 137? Ob tej misli pa se seveda poraja tudi naslednje vprašanje, ne zamerim, je kje kdo, ki bi si upal sesti na moj sedež? Dober, slab, zanimiv ali ne, enega in istega ksihta vsak dan se naveliča vsak. Vprašajte Metko Albrecht ali pa mene, čustvo je bilo vzajemno. Tole vam povem, mladina. Mamicu vam jebem. Morda sem tudi jo, če je Ljubljančanka mojih let, nič osebnega. V študentskih letih sem bil, priznam, prasec. Torej, mamico vam jebem. Če že toliko silite pred jebene TV kamere na raznih resničnostnih šovih, lepo prosim, vprašajte se najprej, ali imate sploh kaj za povedati ali za pokazati, ali kaj znate. Če ne, prosim, izginite iz mojega vidnega televizijskega polja! Za posploševanje se opravičujem, a razumite, situacija je smrtno resna. Vse tiste pa, ki vas nekaj noter žge, tišči, tiste, ki bi radi pripovedovali, komentirali, tiste, ki bi radi sodelovali, pa vabim, pišite nam na info@vest.si, denarja ni, važni so kliki, povežimo se. Kulturac. V ljubljanski knjigarni Konzorcij so predstavili nove izdaje Strip Burgerja, zbirko stripov Marjana Mančka z naslovom Comics, strip albume Ghost World, Stekleno mesto in Monsieur Bordigon. Ciril Horjak, alias Dr. Horovic, pa je spregovoril o prvem delu znanstveno-fantastične trilogije Mostovi. Ti mostovi so res tak večletni megalomanski projekt, ki obsega razstave, predavanja, delavnice in stripe. Ideja mostov je pa to, da povežemo avtorje in avtorice iz področja bivše Jugoslavije. Vse živi komentarji so od tega, da pravijo, da sem srbofil, da sem naiven, kar se tiče politike, pa do tega, da pravijo, da je domač politika. Ampak stvar je čisto bolj preprosta. Mene motijo zločini, moti me to, da se ljudje zakrivajo oči pred desnico in ves čas tu v Sloveniji težim za izbrisanje. Še vreme? Se niste nikoli zadovoljni? Hvala lepa za vašo pozornost. Nasvidenje iz ljubljanskega studia 136. To so bile Vesti na vesti.